Samo predstavljamo si eno res zelo slikovito in napeto situacijo. Ena taka velikanska ladja pluje naravno skozi središče res divje, neizprosne nevihte. Sliši se kot začetek kakšnega dobrega filma. Dobesedno, ja. Valovi neusmiljeno premetavajo trup ladje, na palubi pa vlada popoln, na videz agresiven kaos. Mislim, ljudje se dejansko prerivajo ob krmilu in na ves glas kričijo drug na drugega. Pa verjetno vsak vleče v svojo smer, ne? Točno to. Ena skupina panično maha z rokami, opozarja, da je na dnu ladje nastala luknja, skozi katero že vdira voda, in zato zahtevajo takojšnjo ostro spremembo smeri. Druga skupina pa povsem besno odgovarja, da bo vsak tak preoster zavoj v teh valovih ladjo preprosto in dokončno prevrnil. In potem imaš verjetno še tretjo skupino nekje vmes. Ja, nekje vmes stojijo tisti, ki poskušajo predvsem umiriti vse tiste, ki so na robu živčnega zloma, in predlagajo, naj se plovba pač nadaljuje po začrtani poti. Ko človek od daleč opazuje to sceno, je tisti prvi naraven instinkt misel, da gre za popoln razpad sistema. Seveda, zdi se, da je ladja obsojena na potop prav zaradi tega kaotičnega prepira. Ampak glavna teza najine današnje analize je pa neverjetno presenetljiva. Ta intuicija, da je družbeni prepir nujno znak propadanja, je v resnici povsem zavajajoča. In zanimivo pri tej intuiciji je predvsem to, iz kje sploh izvira. Mislim, družba je globoko asimilirala idejo, da je vsakršen politični konflikt zgolj posledica ciničnega boja za oblast ali pa pač preprost trk nekih zlonamernih ideologij. A če želimo resnično razumeti, zakaj se na palubi te naše družbene ladje sploh tako ostro prepiramo, je treba celotno perspektivo obrniti na glavo. Pogledati moramo pod površje kulturnih vojn. V bistvu, pogledati je treba v golo biologijo. In samo trenutek, preden se v tem trenutku kdorkoli razburi, danes absolutno ne bomo navijali za leve, desne ali pa srednjske opcije. Prav tako ne bomo iskali kakšnih moralnih zmagovalcev. Naša današnja misija namreč črpa iz enega res izjemnega eseja z naslovom Anatomija političnega uma, ki ga je napisal Sašo Dolenc. Ja, gre za zelo provokativen tekst. Absolutno. In obravnavali bomo koncepte politične levice, desnice in sredine, ter raziskali njihove biološke temelje, natančno tako, kot so opisani v tem viru. Cilj je zgolj nepristransko preučiti te mehanizme, ki tečejo nekje v ozadju naših prepričanj. Se pravi, razumeti, kako povsem biološko različni umi procesirajo realnost. Nismo tukaj, da bi ocenjevali, katera ideologija ima prav. Točno, nismo tukaj zato. Ampak želimo ugotoviti, zakaj določeni dražljaji pri nekaterih ljudeh sprožijo paniko, pri drugih pa iskanje reda. Prav ta biološki zorni kot je res ključen, ker nas prisili v spoznanje, da politično nestrinjanje ne smemo več opazovati kot neko napako v sistemu, kot nekakšen hrošč v programski kodi družbe. Obravnavati ga moramo kot nujno biološko funkcijo. Zanimiv koncept, ja. Mislim, ne gre za to, da nekdo prebere določeno filozofsko knjigo in se potem zavestno odloči, do konca življenja bom levičar ali pa desničar. Gre za to, da nevrološki ustroj posameznika določa, katere vrste groženj iz okolja bodo njegov živčni sistem spravile v stanje rdečega alarma. Pa dajva to razčleniti, ker zvoni mogoče malo abstraktno. Da bi razumeli tisti prepir na palubi, moramo najprej pogledati, kaj se dogaja znotraj lobanj teh potnikov, ki kričijo. Če vzameva najprej pod drobnogled levičarski um. Nevroznanost izvira kaže na eno izjemno nevrološko pogojeno hiperobčutljivost na škodo in trpljenje. Notranji alarm se pri teh ljudeh najmočneje in najhitreje sproži ob zaznavi krivice ali pa izključenosti tistih najbolj ranljivih. Kar pomeni, da ne gre za neko politično pozo. Točno. Njihovi možgani dobesedno procesirajo tujo bolečino z izjemno intenzivnostjo in zaradi tega so pripravljeni tvegati trenutno stabilnost, torej ostro obrniti tisto krmilo ladje, samo da bi popravili neenakost. Ohranjanje miru zanje nima smisla, če ta mir sloni na tihem trpljenju nekoga tam na dnu ladje. Ja, ta hiperobčutljivost na trpljenje je res osrednja gonilna sila levice. Vendar pa bi tukaj dodal eno pomembno nianso. Poslušam.
Ko se premaknemo k desničarskemu umu, se slika popolnoma obrne. Ampak pazi, ne zaradi pomankanja empatije, kar je zelo pogost in predvsem površen očitek v nekih dnevnih debatah. Analiza jasno kaže, da imajo bolj konzervativno usmerjeni ljudje pogosto bistveno reaktivnejši center za strah. Aha, amigdalo. Tako je, specifično amigdalo. In s tem povečano zaznavanje nevarnosti v možganih. Nanje najmočnejše vpliva občutek zunanje grožnje, opazovanje kaosa ali pa tista slutnja razpada reda in skupne identitete. Torej njihov alarmni sistem ne reagira nujno na tisto posamezno krivico, o kateri smo prej govorila, ampak na možnost, da se bo celotna struktura sesula. In zato tako besno nasprotujejo ostremu zavoju ladje. Natančno tako. Njihov biološki odziv izhaja iz res zelo globokega, evolucijsko pogojenega zavedanja, da je civilizacija izjemno krhka stvar. Red zanje ni nekaj samoumevnega, ampak dosežek, ki ga je težko zgraditi in zelo lahko uničiti. Torej vidijo svet poln tveganj. Ja. In njihov primarni biološki imperativ je pač skrbna zaščita tistega, kar imamo in kar zgodovinsko preverjeno deluje. Hitro rušenje starih struktur redko vodi v utopijo, veliko pogosteje vodi v anaršijo. In potem seveda pridemo do sredinskega uma, ki pa deluje po nekem povsem tretjem principu. Ljudje na sredini imajo, kot opisuje vir, psihološko alergijo na kognitivno disonanco in predvsem na vsakršen ekstremizem. Res je, begajo od konflikta. Ja, njihov notranji alarm se ne sproži primarno zaradi socialne neenakosti ali pa trpljenja, niti zaradi strahu pred razpadom tradicije, ampak dobesedno zaradi konflikta samega. Njihovi možgani obupano iščejo tisto predvidljivost, rutino in neko ravnovesje. Radikalne spremembe smeri zanje predstavljajo eksistencialno grožnjo stabilnosti vsakdanja. Ampak tukaj pa osebno naletim na eno težavo s to teorijo. Kakšno težavo? Zdi se mi, da moramo ta koncept malce izvati. Če je naš politični profil dobesedno zapisan v velikosti naše amigdale ali pa v reaktivnosti empatičnih centrov, a ni to potem samo en absolutni determinizem? Razumem, kaj želiš povedati. Mislim, če bi bili mi zgolj neki biološki roboti, obsojeni na ta svoja prepričanja, bi bile volitve povsem nepotrebne. Lahko bi preprosto skenirali možgane v rojstvu in določili politično pripadnost, a ne? Nekaj mora še manjkati. To je izjemno kritičen pomislek, ja. In dejansko je to osrednji ugovor proti vsaki pretirani biologizaciji politike. Vendar se esej temu zelo elegantno izogne z res jasno varovalko. Biologija nam v politiki razdeli zgolj začetne karte. Aha, karte za partijo. Tako, določi tiste globoke, naravne predispozicije, nekakšen osnovni ton osebnosti in tisti prag občutljivosti nadražaje. To pa absolutno še ne pomeni, da je partija vnaprej odigrana. Kultura, vzgoja, izobraževanje in predvsem institucije so tisti dejavniki, ki odločajo o tem, kako bomo te karte igrali. Aha, se pravi, biologija morda določi, da je nekdo nagnjen k strahu pred tujim, a izobraževanje in osebna izkušnja s tujcem lahko ta biološki instinkt popolnoma preglasita. Točno tako. To pa vsekakor postavi stvari v precej širši kontekst. Pomeni, da nismo povsem nemočni ujetniki svojih nevronov. Če pa nevroznanost posameznikom zgolj razdelite prve karte, se potem pojavi vprašanje, kako se ta partija odvija na makroravni. Mislim, kaj se zgodi, ko se na milijone teh različno ožičenih umov združi v eno samo družbo? Tu pa izvorno besedilo naredi en super preskok. Celotno družbo namreč analizira skozi prizmo človeškega telesa kot nekakšen makroorganizem, kjer posamezni politični poli prevzamejo vloge vitalnih organov. Ta analogija nam omogoča, da vidimo, zakaj v resnici potrebujemo drug drugega. Pa dajva to secirati. Levica je verjetno živčni sistem, a ne? Natančno tako. Politično levica v tem družbenem telesu prevzema vlogo živčnega sistema in tistega prepleta receptorjev za bolečino. In kakšna je primarna naloga zdravega živčnega sistema? Da je nadležno občutljiv. Ja, tisti zoprn občutek, ko se dotakneš nečesa vročega.
Ja, ko se prst dotakne vroče peči, ti receptorji v možgane takoj pošljajo oster, zelo neprijeten signal. Bolečina je seveda naporna in moti celoten sistem, ampak hkrati preprečuje, da bi se roka nepopravljivo poškodovala. Podobno levica zaznava trpljenje na obrobju družbe in neprestano opozarja na družbena vnetja. Zanimivo je recimo pomisliti, da so opozorila, ki se sredini pogosto zdijo kot neko nepotrebno kričanje ali pa dramatiziranje, v bistvu nujni signali za preživetje organizma. Če vzamemo recimo en čisto konkreten primer iz zgodovine. Boj za 8-urni delovnik ali pa prepoved otroškega dela. Odličen primer. Iz današnje perspektive se nam zdijo to temeljni civilizacijski standardi. A v času, ko so se te ideje prvič pojavile, so bile strani establishmenta tretirane kot izjemno radikalne in celo nevarne zahteve tega družbenega živčnega sistema. A če ne bi bilo teh stalnih alarmov levičarskega pola, bi se družbeni organizem s časoma preprosto zlomnil pod bremenem izkoriščanja. Se popolnoma strinjam. Živčni sistem prepreči, da bi družba otopela. Toda vsako telo poleg živčevja nujno potrebuje tudi okostje in delujoč imunski sistem, kar pa v naši analogiji predstavlja politična desnica. Okostje? Ja, okostje daje telesu nujno strukturno stabilnost. Nemogoče je vsak dan znova prestavljati kosti ali pa preizkušati neke nove anatomske koncepte na lastnem telesu, ker se bo vse sesedlo vase. Tradicija, institucije in jasno določene meje so te kosti, ki organizmu omogočajo, da sprah stoji pokonci. In ta ideja o zaščiti strukture me takoj spomni na en koncept, ki se ga zelo rado omenja v teh debatah. Koncept Chestertonove ograje, s katero besedilo ponazori to desno držo. Ja, tole ograje je odličen miselni eksperiment. Koncept gre v bistvu takole. Če človek sredi polja naleti na staro, na videz povsem neuporabno ograjo, je njegov prvi, recimo mu, reformistični instinkt, da jo takoj podre, ker pač ne vidi njenega smisla. Zdi se kot nek ostanek preteklosti. Ki samo ovira pot, ne? Tako. Ampak Chestertonovo pravilo zahteva ustavitev. Stare ograje se absolutno ne sme podreti, dokler posameznik natančno ne razišče, s kakšnim razlogom so jo generacije pred njim sploh postavile. Morda ograja preprečuje volkovim dostop do vasi. In to, da volkov že dolgo ni na spregled, še ne pomeni, da so izumrli. Točno to. Desnica je tista, ki instinktivno ščiti te ograje in vsak nenaden zunanji šok obravnava kot grožnjo zdravju organizma. Ta varovalni mehanizem je pač temelj preživetja, vendar seboj nujno prinaša statičnost. In prav tu nastopi politična sredina. Ki je po tej analogiji verjetno srce in ožilje, ne? Tako, srce po svoji naravi ne sme biti radikalno. Ne more se odločiti, za teden dni bom povsem spremenilo item samo zato, da preizkusim nekaj novega. Njegova naloga je tisto monotono, dolgočasno in povsem predvidljivo poganjanje krvi. Zelo nehvaležna naloga. Zelo. Sredina prevzema nalogo, da tiste ostre signale bolečine in neizprostne zahteve po stabilnosti prevede v neko kompromisno vsakodnevno zakonodajo. In tu ne smemo mimo mehanizma, ki mu pravimo Overtonovo okno. Overtonovo okno je zame osebno eden najbolj fascinantnih konceptov. Opredeljuje tisti zelo ozek spekter idej, ki se v določenem zgodovonskem trenutku združbi sploh zdijo sprejemljive za politično debato. In paradoks tu je, da sredina sama nikoli ne premakne tega okna. Ne, sredina v njem samo zelo udobno sedi. Točno. Premikajo ga izključno ekstremi. Če nekdo na levem ali pa desnem robu ne začne kričati z radikalnimi zahtevami, se sredina preprosto ne bo zganila. To me recimo spominja na princip raztezanja mišice pri športnikih. Kako misliš? Pač, da bi jedro telesa postalo bolj fleksibilno in se svobodneje gibalo brez poškodb, morajo ekstremi tisto mišico družbenega diskurza dobesedno raztegniti do neke točke bolečine. Zelo radikalna ideja z roba postopoma premakne mejo sprejemljivega in kar je bilo še včeraj norost, postane jutri zmeren sredinski zakon. Zelo dobra primerjava z mišicami, res. A tukaj morava nujno nasloviti tudi temno plat te biologije. Vsak organizem namreč pri svojem delovanju proizvaja odpadne snovi.
Prebava idej pušča za sabo stranske produkte. In tukaj postane zadeva res zanimiva. Vsaka demokracija boleha za vsakdnevnimi patologijami. In ti toksini, kot jih pač lahko poimenujemo, se v praksi kažejo na res zelo prepoznavne načine. Mislim, če vzamemo pod drobno gled samo toksine levice, njena naravna hiperobčutljivost na bolečino se lahko hitro spridi v nenehno moraliziranje, neko vzvišenost in občutek absolutne moralne superiornosti. Aha, ker je njihov alarm stalno vklopen. Ja, in ker nevroški alarm za krivico ves čas brni na maksimumu, to potisne družbo v stanje avtoimunske alergije. Sistem začne pretirano reagirati na povsem neškodljive dražljaje. Če ne najdejo prave velike opekline, s časoma kot smrtno rano obravnavajo že povsem nedolžen dotik. V moderni dobi se to manifestira recimo skozi kulturo izbrisa, torej cancel culture. Pa nenehno iskanje žrtve. Točno tako. Neskončno iskanje in širjenje kategorije žrtve tudi tja, kjer dejanskega trpljenja morda sploh ni. To stanje stalnega alarma je naravnost izčrpavajoče za družbo. Pri desnici pa so ti vsakodnevni toksini nekoliko drugačne narave, a nič manj prisotni. Ker je njihov aparat primarno osredotočen na stabilnost in obrambo tradicije, se to zlahka prevesi v hladnost, rigidnost in popolno odsotnost empatije do tistih, ki ne spadajo v njihovo pleme. Okostje postane dobesedno okostenelo. Točno tako, okostje postane togo, onemogoča gibanje organizma. Esej tu izpostavi dolgotrajno nasprotovanje pravicam istospolnih, ki je pogosto posledica te slepe obrambe tradicije. Chestertonova ograja se brani samo zato, ker obstaja, ignorira pa se dejstvo, da povzroča neizmerno trpljenje živčkemu sistemu. S tem desnica preprečuje organizmu prilagoditev novemu času. Vendar tudi sredina tukaj ni nikakršen svetnik, ne? Čeprav se radi predstavljajo kot glas razuma. Njeni toksini so morda manj agresivni, so pa toliko bolj zadušljivi. Tukaj govorimo o elitizmu, birokraciji in letargiji. O, absolutno. Mislim, njihov pristop je toksičen prav zato, ker so sposobni ure in ure debatirati o nekem problemu na 1001 komisiji, zelo vljudno in strokovno, na koncu pa se desetletja ne zgodi čisto nič, da bi stvar rešili. Postanejo tako zaljubljeni v pravila, da povsem izgubijo stik z realnostjo navadnih ljudi. In ravno ti specifični toksini so ključni argument, zakaj celoten organizem za preživetje nujno potrebuje tisti neprekinjen dialog. Nobena opcija ne more preživeti sama, ker bi jo lastni odpadni produkti dobesedno zadušili. Levica razbija togost desnice, desnica preprečuje, da bi alergije levice razkrojile strukturo, sredina pa z vztrajnostjo blaži oba ekstrema. A tu trčimo ob en zelo resen problem današnjega časa. Kaj se namreč zgodi, ko se ta sistem naravnega čiščenja in komunikacije pač ustavi? Ko organi v telesu nehajo govoriti drug z drugim. V družbi to oživlje informacij predstavljajo javni prostor, mediji, univerze. Problem nastane, če to oživlje začne preferirati zgolj eno ideologijo in blokira signale ostalih organov. Takrat center dobi popolnoma popačeno sliko. Utišani deli pa so s tem nesprijaznijo, postajajo vse glasnejši in se zatekajo k radikalnim rešitvam, samo da bi sploh bili slišani. Ta diagnoza je izjemno natančna in postane precej bolj zastrašujoča, ko v to enačbo dodamo moderni pospeševalec. In to so algoritmi družbenih omrežij. Algoritmi so poglavje zase. Ja, ti algoritmi namreč ne delujejo naravno. So kot nevarni umetni stimulansi, vneseni v družbo samo za ustvarjanje profita. In kako najlažje zadržiš pozornost? Tako, da načrtno dražiš center za strah in receptorje za bolečino. Aha, z negativnimi noticami. Točno. Desničarskemu umu neprestano pošiljajo vizualne signale o razpadu civilizacije, levičarskemu pa snetke neizmernega trpljenja. Družbi dajajo lažen signal, da je telo pod absolutnim napadom z vseh strani, sredina pa ob tem popolnoma izgubi prostor za umiritev situacije. Organizem preide v stanje tistega kroničnega smrtonosnega stresa. In ta kronični stres je velikokrat uvod v popoln kolaps, do katerega pride, ko en ekstrem premaga drugega in prevzeme absolutno oblast. Esej nam tu ponudi eno precej srhljivo anatomijo teh kolapsov, če začnemo pri ekstremni levici.
Ko ta polna bolečine prevzeme moč in skuša vzpostaviti družbo absolutne enakosti, celotno telo doživi masivno nevrološki šok. Da bi dosegli utopijo brez boleznosti, morajo namreč nujno paralizirati celotno telo. Centralizacija moči, tajne policije in celo taborišča za tiste, ki se ne strinjajo. Pri čemer pridemo do enega najbolj zanimivih fenomenov v politični teoriji, torej do teorije podkve. Ko ekstremna levica v tej svoji obsesiji izvede paralizo telesa, se znajde v absurdnem položaju, postane ultrakonzervativni stražar lastne revolucije. Kruvivja se ukrivi kot podkev, ne? Ja? Nenadoma se ekstremna levica v metodah nadzora in represije funkcionalno zlije s tistim, kar naj bi najbolj sovražila, se pravi z ekstremno desnico. In ko pa ekstremna desnica prevzeme oblast, opazujemo drugačno, a enako smrtonosno patologijo. Avtoimuno bolezen. Imunski sistem, ki bi moral ščititi telo, postane povsem paranoičen. Ker mora ohranjati tisto stanje pripravljenosti, si začne dobesedno izmišljati nevarnosti in obsesivno napada zdrave celice znotraj lastnega telesa. Iskanje notranjih sovražnikov. Točno to, preganjanje notranjih sovražnikov, militarizacija in kult vodje, ki je edini rešitev pred tem izmišljenim kaosom. Ta dva avtoritarna ekstrema sta si v resnici intimno blizu in se hranita drug z drugim. Strah pred enim je najboljše možno gorivo za drugega. Ob tem pa absolutno ne smemo spregledati še tretjega scenarija kolapsa, ki je morda manj očiten. Kolaps ekstremne sredine, kar bi biološko pomenilo dobesedno odpoved srca organizma. To ni neka krvava revolucija, ampak zadušitev skozi aroganco statusa quo. Aroganca tistih na sredini. Ja, ko tehnokratski odločevalci postanejo tako prepričani v lastno nezmotljivost, da cinično ignorirajo kričanje živčnega sistema o revščini, hkrati pa zavračajo opozorila imunskega sistema, mislijo, da lahko s tabelami utišajo biološke potrebe in sistem se zamaši, sledi infarkt. Ja, s tem infarktom na sredini pa je povezan še en psihološki mehanizem, ki ga vir imenuje narcizem majhnih razlik in je naravnost genialen. Velikrat se sprašujemo, zakaj radikalni levičari pogosto bolj strastno sovražajo zmerne socialdemokrate, kot pa dejanske skrajne desničarje in seveda obratno na desnici. To je tisto klasično vprašanje politike. In odgovor leži v tem mehanizmu. Nasprotni ekstrem, torej fašist za komunista, je dojet kot naraven eksistencialni sovražnik. To je naravno stanje stvari. Zmerna sredina pa si z radikalci deli isti ideološki prostor in besednjak, a kompromitira cilj zgolj zaradi udobja in nekega vsakdanjega miru. Zato radikalec zmerneža vidi kot tistega podlega notranjega izdajalca. Sredina s tem svojim birokratskim mečkanjem pravzaprav nastežaj odpira vrata ekstremnim patologijam. Res neverjetna dinamika. In če potegneva črto pod to kompleksno biološko sliko ter se miselno vrneva k tisti divi nevihti in ladji iz uvoda, glavno spoznanje analize sploh ni to, da bi se morali potniki nehati prepirati. Glavno spoznanje je, da je fantazija o dokončni zmagi katerekoli ideologije dejansko največja in najnevarnejša past. Popolno soglasje in prevlada ene resnice namreč ne prinašata raja na zemlji, prinašata izključno tišino. In ta tišina sledi smrti organizma. Točno. Tista napetost in neznosno prerivanje na palubi je kronski dokaz, da smo živi in da družba še vedno išče svoje ravnovesje. Vendar je nujno, res čisto ob koncu te razprave, potegniti zelo jasno ločnico, ki jo postavlja avtor. Razumevanje teh bioloških razlik nikakor ne upravičuje relativizacije zla. To, da ima nasprotnik pač drugačno amigdalo, v nobenem primeru ne upravičuje fizičnega nasilja ali pa rušenja demokratičnih institucij. Če se vrneva k metafori. Nekdo, ki namerno vrta luknje v trup ladje, ker pač prezira posadko, ni več legitimni senzor za bolečino ali pa strah. Taka oseba postane preprosto patogen, smrtonosni virus, ki ga mora zdrava družba seveda izolirati. Ladja namreč ne potone takrat, ko se potniki strastno prepirajo o smeri, ampak šele takrat, ko ta prepir zaradi nasilja postane popolnoma nemogoč. Zelo močno sporočilo. In če za čisti zaključek vse to znanje obrnemo navznoter proti lastnemu umu.
Če pristajamo na to, da so ljudje, s katerimi se politično ne strinjamo, v osnovi zgolj biološko nujen organ v istem telesu, opremljen z drugačnimi senzorji, potem se odpira izjemno osebno vprašanje za vsakega posameznika. Kakšno vprašanje? Kako bi to spoznanje moralo spremeniti naš odziv v tistem specifičnem trenutku, ko se za družinsko mizo zapletemo v prepir in začutimo tisto popolno, neomajno gotovost v lastni pravo? Je naša gotovost res odraz naše večje moralne inteligence ali pa je morda zgolj biološki znak, da smo v tisti točki postali popolnoma slepi za signale, ki jih ravno takrat procesira nekdo drug?